Moje ime je Marko Šimic, prihajam iz Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, iz laboratorija LASIM, ki ga pa vodi profesor Niko Herakovič. Umetna inteligenca, ker smo proizvodni strojniki, je za nas to, da nam pomaga nekako pri aktivnostih, ki so za človeka težke, težko razumljive, se pravi pri obdelavi podatkov, pri obdelavi slik, pri planiranju neke proizvodnje, pri raznih težjih, kompleksnejših nalogah, kjer rečemo, da gre za večfunkcijsko zadevo. Se pravi, da potem umetna inteligenca oziroma napredni algoritmi, matematika v ozadju, lahko sprocesira vse te podatke, vse te vhodne podatke sprejme in potem poda nek rezultat, ki je pa ključen potem za človeka. Jaz mislim, da je priložnost z neko mero zaupanja, seveda, varnost, zaupanje je tukaj pomembno. Je pa res, da umetna inteligenca nastane tudi s strani človeka. Se pravi, kako bo človek zasnoval algoritme in pa potem, kako bo umetna inteligenca, algoritmi delovali v prihodnosti, bo pomembno potem tudi, kaj nam bo umetna inteligenca pravzaprav dajala kot rezultate, kako nam bo pomagala. Tako da jaz vidim kot priložnost in zdaj tudi veliki jezikovni modeli in drugi algoritmi nam predvsem v strojništvu pomagajo. Jaz mislim, da na splošno v strojništvu ima izredno pomembno vlogo. Zdaj direktno v projektnih aktivnostih, ki so specifične, recimo v projektu Inotomare, ki ga izvajamo v sklopu laboratorija, gre za pomorstvo oziroma tehnologije, ki se potem iz proizvodnje lahko uporabljajo tudi za pomorstvo v lukah, v proizvodni ladij, v logistiki v lukah recimo, ima vlogo, da nam enostavno pač omogoča predikcijo, kaj se bo s stvarmi dogajalo v prihodnosti in lahko na ta način potem stroje, naprave, logistične sisteme vnaprej sprogramiramo, vnaprej povemo, kako naj delujejo, zato da bojo delovali bolj učinkovito. Se pravi, v sklopu projekta imamo mi 3 pilotne projekte. Eden je vezan na virtualno resničnost, se pravi, preko virtualne resničnosti izobraževanje, učenje, delavnice ljudi, kako se čim hitreje in čim bolj učinkovito v primeru nesreč iti iz stavb, iz ladij, iz drugih sistemov in je to pomembno potem za ljudi, da strenirajo to zadevo, da vejo, kaj jih čaka. To je en projekt recimo, in pri tem umetna inteligenca pomaga pri obdelavi slik, pri virtualnih modelih, pri izdelavi scenarijev možnih, ki so v naravi. Drugi projekt je zelo tudi zanimiv, gre pa za energetsko učinkovitost vseh sistemov, strojev in pa podjetij. In sicer gre za upravljanje več energij, električne energije, solarne energije, energije vetrnih elektrarn, upravljanje teh energij, kdaj shranjevati, kdaj jih uporabljati, kako jih uporabljati v sami proizvodnji oziroma za sisteme in pa stroje. In tukaj potem umetna inteligenca pomaga pri razvoju digitalnih dvojčkov, se pravi virtualnih sistemov, virtualnih replik in pa zopet ponazoritev scenarijev, kaj v realnosti se lahko zgodi, če ni sonca, če je sneg, če je dež, kako to vpliva na proizvodnjo in kako bo podjetje imelo povečane stroške zaradi tega. In to je, se mi zdi, kar dosti pomembno, vsaj v današnjem času, ko govorimo o ekologiji pa o energiji. In tretji projekt je pa vezan na tako imenovane avtonomne ladje. Tukaj pa umetna inteligenca predvsem pripomore pri odkrivanju objektov na morju, v pristaniščih in pa pomoči potem kapitanom, da se tem objektom ustrezno izogibajo, plujejo v pristanišča ali pa plujejo na odprtem morju in s tem bolj optimirajo svojo pot z manjšo porabo energije recimo. Ena zanimiva zadeva pri tej predikciji, ki je umetna inteligenca še posebej pomembna, je pa recimo predikcija poti vodnih skuterjev, ki so
nezaželeni objekti v tem primeru, kaj bi vodni skuterji po morju počeli, da bi potem ogrožali recimo varnost tudi nekih ladij in drugih objektov na morju. In umetna inteligenca dejansko daje predikcijo, kako se bodo oni gibali, zato da mi vemo, kako se izogibati tudi tem oviram. Zelo zanimiva tematika, recimo. Seveda, jaz umetni inteligenci zaupam, je pa jo treba imeti z zdravo pametjo, kar pomeni še vedno na področju, kjer ste strokovnjak, morate biti strokovnjak oziroma morate za svojo glavo razmišljati in potrjevati tisto, kar vam umetna inteligenca pomaga. Predvsem v tem smislu. Ne pa vse prepuščati umetni inteligenci, ampak vedeti, kaj da rezultat in vedeti, kako ta rezultat potem naprej uporabiti. Seveda nam pa pomaga pri tem. Ja, mislim, da ja. Je pa res, da znanost je tudi tekmovanje. Tako da tukaj so deljena mnenja, vsaj pri meni. Eno je, da ali res potrebujemo takšno znanost, kot jo pač načrtujemo za naše človeštvo pa za naš obstoj, ali res potrebujemo tako tekmovalnost, ki je potem posledica za to, da rabimo umetno inteligenco in pa razvoj. Je pa vsekakor znanost tista, ki ruši meje, ki odkriva nove svetove in ki nam daje priložnost, da dobimo nekaj novega, neke nove vpoglede in da vemo, kako pač svet lahko drugače funkcionira. Mi se bomo pa seveda potem odločili, ali to znanost uporabiti ali ne. Vsekakor je pa dobrodošlo. Kot znanstvenik, kot pedagog ali pa kot znanstvenik, predvsem prenašati to znanje na mlade, zato da začutijo ta novi svet, da se bojo lahko soočali z novimi izzivi. Če pa govorimo kot znanosti, jaz kot znanstvenik bi pa rekel, da dajmo znanost uporabiti v dobrobit človeštva. Predvsem to. Se pravi, razvijati neke zadeve, ki bodo pomagale nam, ljudem, ki živimo, ki bodo pomagale potem okolju, zemlji, kakorkoli, da bomo z tehnologijo, z znanostjo pač boljše živeli. Dostikrat se pohecam, znanost je tudi recimo avtomatizacija, umetna inteligenca in znanost. Naj gre v koraku s časom tako, da bomo mi kot ljudje upravljali, menedžirali, bili vladarji vsega, imeli dovolj časa potem tudi za druge stvari. Vse ostalo drugo naj pa delajo roboti. Strojništvo je veda, ki pokriva kar precejšen del, vsaj jaz mislim, življenja. Se pravi, strojnik je vključen pravzaprav povsod. Ima široko znanje na vseh področjih, vidi mogoče svet malce drugače, ne samo z komercialnega vidika ali pa kaj si ljudje želimo, ampak tudi z vidika, kako stvari funkcionirajo in zakaj tako funkcionirajo in kakšne napore oziroma kaj je v ozadju, da tako funkcionira življenje, stroji, ljudje in podobno. In strojništvo sigurno je veda, ki da tehnično znanje, ki da kompetence, ki jih danes pravzaprav potrebujemo. Nenazadnje tudi za obvladovanje umetne inteligence ali strojnik, informatik, računalničar. To so vede, ki se prepletajo in velikokrat pride do timskega sodelovanja, tako da če greste v strojništvo, boste zagotovo sodelovali tudi na drugih področjih, interdisciplinarno, ali če greste na druga področja. To je pač danes tako. Kaj naj študirajo? Predvsem naj študirajo, kako uporabljati sodobna orodja. To je predvsem ključ do uspeha, ker po lastnih izkušnjah vidim, recimo, pa sem srednja generacija, predvsem mladi že obvladujejo področje računalništva, informatike, mehatronike. Slej ko prej se bodo s tem soočali na vseh fakultetah oziroma na vseh vedah. To pomeni, da računalništvo, informatika, podatki, to je pomembno. Seveda ne pa zanemariti tudi človeške odnose. Timsko delo, mehke veščine, človeške odnose
In jaz mislim, da Univerza v Ljubljani pač pokriva potem cel spekter, na katerokoli fakulteto se vpišete, recimo pokriva tudi mehke večine, zato da potem kot človek si na višjem nivoju, razumeš potem tudi timsko delo in vse ostalo.